Predlagam, da kar začnemo. Prav lep pozdrav v imenu celotne uredniške ekipe Mladinske knjige. Vesela sem, da se nas je zbralo v takem številu in seveda, da se lahko o knjigah, ki jih bomo brali v letu 2023, pogovarjamo tudi v živo. Seveda pa, ko smo načrtovali program za leto 2023, smo si pogledali tudi, kaj se je dogajalo v letu 2022. In čeprav imamo uredniki raje besede kot številke, si vseeno mogoče poglejmo, kaj se je dogajalo v lanskem letu v sklopu celotne produkcije Mladinske knjige. V lanskem letu smo izdali na Mladinski knjigi vsega skupaj 647 naslovov, kar je več kot v letu pred tem, in sicer 281 novosti in 366 ponatisov. Govorimo seveda o celotni produkciji Mladinske knjige, tudi izobraževalnem delu. Izdali smo več tako novosti kot tudi ponatisov. Zanimivo pa je, da je bila povprečna naklada kljub vsemu nižja v primerjavi z letom pred tem. In vsega skupaj, če si lahko predstavljamo to gromozansko številko, knjig je bilo natisnjenih 1 230 000. Kaj nam povedo prodajne lestvice? Seveda, že sama produkcija kaže na to, da je trg po koronskem obdobju zelo oživel. Nenazadnje nas je v to prepričal tudi Slovenski knjižni sejem. Ampak če si pogledamo zdaj prodajne uspešnice, priročniki za odrasle, tukaj imamo absolutnega zmagovalca Davida Zupančiča, Življenje v sivi coni, ki je, kot smo povedali že večkrat, ena najhitreje prodajanih knjig od leta 2014 naprej v Mladinski knjigi. Izšla je konec oktobra, doslej je bilo prodane kar 14 000. Ampak, če se sprehodimo tudi po nadaljevanju lestvice, se zelo lepo pokaže, da pravzaprav je kar 6 avtorjev priročnikov izvirnih avtorjev. Enako tudi pri leposlovju za odrasle, kjer je na prvem mestu po prodajnih številkah Sapkowski, Zadnja želja, potem pa ilustrirana Nekropola od novosti in Erika Johnson Debeljak, Devica, kraljica, vdova, prasica. Na 4. mestu pa Kresnikov nagrajenec 100 let slepote. Ne samo, da je med prvimi 10 5 izvirnih avtorjev, ampak to, kar se kaže tudi pravzaprav, da so na lestvici vendarle ne samo najnovejši naslovi, ampak da so naslovi, po katerih bralci segajo znova in znova. Pri knjigah za otroke in mladino tudi tukaj lahko vidimo, da je nekaj takih zimzelenih naslovov, Pasji mož Davea Pilkeja, Harry Potter in pa od slovenskih Ela Peruci, ki je lani praznovala obletnico, Maček Muri, in takoj za 10. mestom seveda sledijo tudi naši avtorji, kot so Anja Štefan, Svetlana Makarovič in drugi. Še ena pomemben segment, ki se je dogajal tudi v letošnjem letu, pa ne samo v letošnjem letu, na Mladinski knjigi precej večji poudarek dajemo tudi prodaji avtorskih pravic v tujino. Od leta 2016 do 2022 je bilo dogajanje na tem polju zelo intenzivno. Kolegica Senja Požar, ki je danes tudi med nami, je v letu 2022 sklenila 81 pogodb v 28 državah, 52 naslovov in 49 avtorjev in ilustratorjev bo ugledalo luč tudi na tujih trgih. In 23 naslovov knjig je dejansko že izšlo. Seveda vemo, da prodane pravice ne pomenijo pač, da knjiga takoj tudi izide.
Vemo tudi, da je pred nami Frankfurt 2023, kjer bomo zagotovo pokazali tisto najbolje, kar imamo. Ena od mogoče dosežkov na tem mednarodnem sodelovanju je tudi udeležba na Berlinalu, kjer so kritiki in žirija filmskih producentov je pokazala zanimanje za eno od naših knjig, ampak o tem vam bo več povedala Senja. In kot rečeno je za nas pomembno in Frankfurt 2023 je ena taka izjemna priložnost za to, da intelektualno delo, ki nastaja v Sloveniji, vendarle pokažemo tudi navzven in pokažemo svetu. In tukaj Mladinska knjiga seveda nosi svojo odgovornost in zato delujemo, smo delovali in bomo tudi v 2023 na tem področju zelo intenzivno. Če nekako povzamem dogajanje na knjižnem trgu v letu 2022, zagotovo lahko rečemo, da se nadaljuje trend slovenskih avtorjev. Torej, knjige, ki so prodajno zelo uspešne, so uspešnice slovenskih avtorjev. Kot klasika dobre zgodbe so seveda tiste, ki prepričajo bralce, pri čemer je zanimivo seveda, da sledimo in to se pokriva tudi z dogajanjem na globalnem založniškem trgu, da je vendarle, da se krepi moč družbenih omrežij. Lahko rečemo, da David Zupančič je prva izdaja, recimo je v nekaj dneh kar 52% prve izdaje je bilo prodanih preko spleta. Tako da tukaj tudi na globalnem trgu vemo, da avtorica Hooverjeva je ena izmed takih klasičnih avtoric, ki dokazuje, da je mogoče pravzaprav do bralcev priti tudi po teh. Digitalizacija vsebin, priprava zvočnic je tudi ena od usmeritev, ampak tudi v letu 2022 je bilo na tem področju veliko storjenega. Seveda pa je dinamiko trga, tudi vsega tega, kar smo izdali, zagotovo so narekovali tudi digitalni boni, ta sistemska podpora države, pri čemer pa smo se v založništvu srečevali s kar visokimi produkcijskimi stroški, ne samo cen papirja, ampak tudi vsega drugega. Tako da polje s poslovnega vidika to polje vseeno postaja kar zahtevno. No, ampak če gremo raje nazaj na vsebino, nagrajeni avtorji, kar nekaj jih je tukaj, morda izpostavljam Anjo Štefan, imate seveda njihove portrete tudi v programu izdaj 2023 na začetku. Anja je dobila nagrado Prešernovega sklada, Saša Pavček Župančičevo nagrado in pa Danijel Demšar nagrado Hinka Smrekarja. Od knjig smo v lanskem letu dobili Kresnika za najboljši roman Roman Rozina, 100 let slepote, in pa naj knjiga na knjižnem sejmu Življenje v sivi coni. Spodaj so naslovnice nagrajenih knjig, pa jih je še kar nekaj, med njimi je nekaj tudi mednarodnih nagrad, ampak vse to imate navedeno tudi v programu izdaj. Zdaj, to, kar sem predtem dejala glede digitalizacije, pa se je dejansko zgodilo v letu 2022. In sicer smo v času knjižnega sejma lansirali aplikacijo Mladinska knjiga plus. Mladinska knjiga plus je aplikacija, ki deluje samo na telefonih. V vaših vrečkah imate tudi kupon s QR kodo za dostop, da lahko malce tudi preizkusite. To je prva tovrstna aplikacija, na njej pa najdete 100 zvočnic, približno 300 e-knjig in pa branke. Branke so nekakšni taki povzetki, navdušujoči povzetki, predstavitve zanimivih knjig. To je tudi ena od prihodnjih usmeritev za leto 2023.
v letu 2023 seveda še vedno verjamemo v zgodbe, smo tudi uredniški del, bom dejala, zelo predani branju, zlasti zato, ker verjamemo, da branje na papirju krepi našo zmožnost tako koncentracije, razumevanja, pa tudi oblikovanja avtonomnega uma. Zato nadaljujemo seveda s kakovostnim, čim boljšim programom v vseh segmentih. Krepili bomo vsebine na Mladinski knjigi Plus, med nami je tudi urednica Tihana Kurtin-Jeraj, ki vodi digitalni razvoj teh novih formatov in vam bo tudi na voljo za kakšna dodatna pojasnila. In to, kar je bilo nakazano, avtorji, izvirni avtorji. Tukaj pa res želimo krepiti naše povezave z avtorji, zato bomo vzpostavili tako imenovani avtorski portal. Avtorski portal bo dragocena pridobitev za vse obstoječe avtorje, ker bodo na njem imeli dostop do vseh podatkov o sodelovanju z Mladinsko knjigo. Hkrati pa bo to tudi možnost, da bodo novi avtorji lahko vitko digitalno oddajali rokopise. Na nek način želimo tudi spodbuditi kreativnost, tudi opogumiti nove in bodoče avtorje, da se preizkusijo kot pisci. In kot rečeno, mednarodno sodelovanje je nekaj, čemur bomo prav tako namenjali veliko pozornosti. Tudi podobno kot srečanje danes, Mladinska knjiga v svoji strategiji postaja ena mladinska knjiga, zato krepimo dogodke tako po knjigarnah, kot tudi zunaj knjigarn, tudi kot bo povedala Urška, pa tudi Andrej, načrtujemo kar nekaj odmevnih dogodkov z avtorji. Skratka, leto 2022 je bilo dobro leto založniško, polno dobrih zgodb, se pa zelo veselimo tudi leta 2023, ki je pred nami. Verjamem, da imamo prave naslove in da je ta razvojna pot, ki smo si jo začrtali, nekaj, kar zrcali duh sodobnega časa. Zdaj pa kar predajam besedo vodji uredništva Leposlovja, Andreju Ilcu. Izvoli. Ti dam tlele, boš ti povedal. Dober dan. Zdaj, program ene take založbe, kot je založba Mladinska knjiga, seveda nastaja kontinuirano, neprestano in celo leto. Imamo pa pač neke take sapike oziroma datume, kjer se pač ustavimo in pogledamo naprej, pa tudi nazaj, se vprašamo, kdo smo, odkot prihajamo in kam gremo. Zato sem jaz tukaj na začetek te naše predstavitve postavil tele obletnice. Obletnice sicer še več, ampak se mi zdi, da mogoče smiselno, da s tem začnemo. Zdaj, založba, kot je Mladinska knjiga, ki obstaja že od leta 1945, ima nekatere zbirke, ki izhajajo že res desetletja. Lansko, tako da pač letos bomo skoraj, mislim, v tem desetletju bomo skoraj vsako leto pač obeležili obletnico ene od zbirk. Lansko leto smo se spomnili 70-letnice zbirke Siniga Lep, ki je v bistvu naša najstarejša zbirka. Letos bomo pa obeležili obletnico, se pravi 70-letnico izhajanja knjižnice Čebelica oziroma zbirke Čebelica. Izhaja od leta 1953, 471 naslovov je zdaj šlo, se pravi, se bližamo številki 500, prav počasi, čeprav je zdaj 4 naslove, včasih jih je bilo dosti več. Nekoč zdavnaj je že nekdo v eni nalogi izračunal, da je v tej zbirki šlo več kot 2 milijona knjig, ampak to je bilo res že zdavnaj, tako da to so bile včasih zelo velike naklade, zdaj niso več toliko velike. Bom malo naprej povedal tudi, kako bomo obeležili to obletnico. Druga taka stvar, ki sem jo mislil poudariti, je Mali princ. 6. aprila letos bo minilo 80 let od izida te knjige, ki je
Verjetno najuspešnejša prevodna knjiga sploh, ki je kdajkoli šla v slovenščini, pa tudi naša najuspešnejša prevodna knjiga. 32 natisov je do zdaj šlo. Leta 1964 je šla prvič kot 100. knjiga v zbirki Sini Galeb, ki jo je pač urejal Ivan Minati, ki je tudi prevajalec te knjige. Zanimiva je v bistvu ta zgodba, kako je v bistvu ta knjiga sploh prišla v slovenščino. Se pravi, je kar nekaj let minilo, preden je šla pač v slovenščini. Je pa Minati rad pripovedoval zgodbo, da je on imel v bistvu zelo težave, da je to knjigo spravil v program, kar je zdaj še kar nenavadno, ker so imeli takrat prodajni oddelki imel pomisleke, pa tudi sicer so bili pomisleki, da je vsebina mogoče preveč idealistična, skratka, to se zdaj vse zdi malo smešen, ampak tako pač knjige pridejo v program in potem pač ostalo je zgodovina, pri nekaterih knjigah. Potem se bomo spomnili letos, oziroma bomo še kar malo podaljšali zgodbo italijanskih pravljic. Italo Calvino, italijanski pisatelj, 15. oktobra letos bo minilo 100 let od njegovega rojstva. Lansko leto jeseni smo izdali to epohalno delo njegovih 200 italijanskih pravljic v 2 knjigah z ilustracijami Ane Zavadlav. V teh vrečkah, ki ste jih dobili, imate tudi eno ilustracijo v bistvu iz te knjige. To pa tudi zato, ker bo letos v okviru sejma otroških knjig v Bologni bo posebna razstava, ker je pač seveda Bologna v Italiji, Italo Calvino pa Italijan, kjer so organizirali v bistvu natečaj, na katerega se je prijavilo več kot 500 ilustratorjev iz celega sveta in Ana Zavadlav s svojimi ilustracijami je bila uvrščena med teh zadnjih, ne vem koliko, 30-40, ki bodo razstavljeni na tej razstavi. Tako da je ta zadeva tudi mednarodna, se bomo pa tudi mi seveda te knjige še spomnili čez leto. Zadnja obletnica, ki bi jo omenil, je pa Vislava Šimborska. Pred enimi 5 leti približno smo izdali njene zbrane pesmi, Radost pisanja. Knjiga, ki je razprodana, jo bomo letos ponatisnili, zato ker je pač, se nam zdi to pač taka pomembna pesnica, pa tudi zdaj ta obletnica pač je prava priložnost, da se spomnimo tega. Pa Nobelovka je seveda Vislava Šimborska. No, zdaj, prej sem že omenil Čebelico, se pravi, Čebelica ima zdaj v bistvu 4 naslove, tukaj so našteti, ne bom zdaj to niti ponavljal. Mogoče lahko omenim, da bo pač Hana Stupica, katere ilustracije so dosti iskano blago, pa dosti majhen opus ima zaenkrat, bo pač imela zdaj Čebelico in bojo pač prišle njene nove ilustracije. Bomo pa naredili v bistvu te 4 nove naslove bomo združili s 3 nekako, ki smo jih izbrali kot neke klasike, se pravi Snežaki v vrtcu Branke Jurca z ilustracijami Ančke Gošnik Godec, pa Balon Velikon, ki se je sicer v originalu imenoval Balon Velikan, pa je potem Andrej Rozman Roza čez čas pognutil, v bistvu, da se bolj sliši Balon Velikon, z ilustracijami Matjaža Šmita, pa Gianni Rodari Miška iz Telefona. Skratka, to bomo pač pridružili, v bistvu tem 4 bomo pridružili še te 3 in bomo pač to ponudili mogoče na en tak, mogoče malo bolj neobičajen način zapakirano, bo pa vse se to dogajalo v bistvu od meseca avgusta naprej. Ponavadi že v bistvu tradicionalno Čebelice že od 1. letnika izhajajo tam pred začetkom novega šolskega leta. Alenka je že omenila izvirne avtorje, seveda so izvirni avtorji v bistvu hrbtenica otroškega programa in mladinskega programa založbe Mladinska knjiga, tako da tukaj je samo en izbor v bistvu avtorjev, nekaterih že naših v bistvu rednih sodelavcev, kakšen se pa najde tudi, ki mogoče bo zdaj za nas naredil prvo slikanco, se pravi, to je recimo manj kot polovica slikanic, ki bodo izšle v letošnjem letu. Rumeni slon Suzi Bricelj recimo je avtorska, v bistvu strip te avtorice, tako da v bistvu imamo pa tudi recimo že utečene pare, kot sta Anja Štefan pa Ana Zavadlav. Špela Frlic bo z ilustracijami Matija Medveda, ki je tudi pač relativno nov
avtor, skratka, to je nekaj slikanic, potem pa če gremo naprej. Če so bile tiste recimo bolj otroške slikance, imamo pa tukaj slikance, ki nagovarjajo malo širše, v bistvu, ki nagovarjajo v bistvu kar vse generacije. Ustavil bi se najprej pri tejle na desni, ki jo v bistvu ste dobili tudi zraven v tej vreči. Lovro Matić, Črv Oto in druga Golazen. Zdaj, lansko leto smo izdali 4 črne mravljice Anje Štefan z ilustracijami Tomaža Lavriča. Tomaža Lavriča smo kakšnih 20 let nagovarjali, da bi nam ilustriral kakšno slikanco. Nekoč je ilustriral 2 slikanci, Škrab Kuzma dobi nagrado, je v bistvu kar klasična, Svetlana Makarovič, potem pa smo ga 20 let neuspešno nagovarjali. In potem je lansko leto vzel pač to Anjino knjigo v ilustriranje, je naredil super in zgodilo se tam, da smo dobili potem še bonus. Bonus je pa ta knjiga. On je potem rekel, da ga ta Lovro Matić, ki živi v njem, ta pesnik, ki živi v njem, v bistvu ga je nagovoril, da naredita skupaj eno knjigo, in se največ poznate, Lovro Matić piše drugače tiste pesnice v Mladini, tam na predzadnji strani, že tudi dolg časa, tako da Lovro Matić pa Tomaž Lavrič zelo dobro sodelujeta in zdaj ga je pač on nagovoril, da sta pač skupaj naredila tole knjigo, ki je po moje zelo posrečena in nekdo je omenil, da ga spominja na dvojc Andrej Rozman Roza in Zvonko Čok in se mi zdi pač to v bistvu tako komplimentno. Tukaj pa pač imamo, če vemo, da je pač Lovro Matić anagram, imamo tukaj pač v eni osebi. In tudi mislim, da to ni zadnja knjiga tega dvojca, da bo zdaj Lovro Matić, ki ima pač prvo knjigo pesniško, bo kot vsak pesnik nagovarjal Tomaža Lavriča, ki ima zveze na založbi, da ne mu zrihta še kakšno knjigo, tako da zna biti še kaj. Zdaj pa tele dve sta pa mogoče malo bolj resni. Olga Tokarczuk je ena bolj nedavnih Nobelovih nagrajenk in tole je recimo njena prva in zaenkrat edina slikanica, taka bolj umetniška, z špansko ilustratorko. Ta tretja knjiga pa v bistvu ni slikanca, izgleda takole, sem jo samo prinesel, v angleščini izgleda tako zelo lepa, taka decentna, to je Bambi, piše The Original Bambi. Zdaj, kdo je ta Bambi? Večina ljudi pozna Bambija iz te Disneyjeve risanke, ampak to zdaj ni čist ta prav Bambi, to je zdaj zgodba, v bistvu, ki je za to knjigo. Ta zgodba je namreč nastala pred točno 100 leti, 1923 je Felix Salten, avstrijski Žid, to napisal in izdal. In ta originalna zgodba je precej bolj mračna kot tista, ki jo potem, vse vemo, kako Disney potem naredi, kako že reče Roald Dahl, v Odvratnih rimah, v kiču deli večni, tako da oni pač vse to zrihtajo. Ta zgodba je pa precej drugačna, precej v bistvu odseva tisti čas, tudi že v bistvu preganjanje Židov in tako naprej, tako da je to je pač ameriški profesor Jack Zipes, ki se ukvarja s temi bolj spregledanimi zgodbami, pravljičnimi, pa tudi recimo poskuša odkriti v bistvu prave verzije v bistvu teh raznih klasičnih zgodb, je v bistvu to na novo prevedel v angleščino in tudi mi jo bomo na novo prevedli v slovenščino, čeprav je ta knjiga že enkrat išla v zbirki Sinjega lep, celo Kristina Brenkova jo prevajala, kar je pa seveda pomembnost te knjige in tudi verjetno zaradi tega, to je bil glavni razlog, zakaj je prišla v naš program, so pa seveda ilustracije. Alenka Sotlar je bila povabljena k temu projektu, naša odlična in mednarodno ena v bistvu najbolj uveljavljenih slovenskih ilustratork in je pač v bistvu naredila te ilustracije in smo mi seveda se zelo potrudili, da smo to pač knjigo dobili v naš program. Še malo smo pri otroških knjigah. Iz serije albumov, kjer objavljamo v bistvu antologije tako ilustratorjev kot pisateljev, bo letos išla antološka knjiga Jelke Godec Schmidt, ki bo zanimiva v bistvu po tem, da nekako jasno združuje njen revijalni opus, se pravi, to je v glavnem v revijah Ciciban in Cicido,
pa seveda avtorski opus, ki pa je pri njej zelo močen. Ponavadi imamo pri teh antologijah, imamo tako, recimo, če imamo ilustratorja, potem pa imamo en kup pisateljev zraven, ki jih je ta ilustrator ilustriral. Tukaj pa je v bistvu v glavnem, oziroma v celoti, njen avtorski opus. Ona je avtorica imenitnih nadaljevanj, ki so izhajale v revijah Ciciban in Cicidov, potem pa še v knjigah Škrat, Zguba in Kameleon, Cicibanda, Vrtec pri veseli kravi, in to bo zdaj pač še z drugimi stvarmi, pa s temi stvarmi, ki so bile zdaj bolj razmetane po revijalnem tisku, je to en zelo močen opus, no? Tako da bo to pokazala tudi ta knjiga. To bo išlo v mesecu avgustu. Potem smo pri Izvirnih knjigah za mladino. Tukaj imamo tudi v bistvu 3 slovenske avtorice. Tata srednja, Davorka Štefanec, to je sicer knjigarnarka, v bistvu poslovodja koprske knjigarne Mladinska knjiga, ki pa je bila pred 2 letoma uspešna na tečaju za nagrado Modra ptica, bila je finalistka z knjigo Strašilka, ki je šla lansko leto. Je pa Strašilka prva knjiga duologije, se pravi 2 knjig, in zdaj ta edina zaključuje to duologijo. To je v bistvu poskus, dosti uspešen poskus slovenskega fantazija, ki se tudi dogaja v slovenščini. Prva knjiga je bila zelo dobro sprejeta, tako da verjamemo, da pač v bistvu bralci že čakajo drugo knjigo. Maša Ogrizek je lansko leto prejela nagrado Večernica. Zdaj pa bo v bistvu pri nas izdala roman Monstera, ki je v bistvu ena taka zgodba, ki je značilna za naš čas, pa niti, pa v bistvu bi si želeli, da bi še bolj v bistvu te vrednote, ki jih pač ta zgodba poudarja, se pravi solidarnost, prijateljstvo, da bi se v bistvu še bolj v tem času nekako uveljavljali, naprimer, nasproti kakšnim drugim vrednotam, ki veljajo pač za večje vrednote, tako da pač to je knjiga enega takega počasnega teka, ampak zelo zanimiva zgodba. Potem pa naslednja je pa Manka Kremenšek Križman, ki je bila tudi na zadnji Modri ptici finalistka, in zdaj je v bistvu to še zadnja knjiga iz tistega prejšnjega natečaja, je pa zdaj zunaj tudi v bistvu trenutno že natečaj za letošnjo Modro ptico, se pravi za najboljši mladinski roman. Se to spomnim, da je rok? Enkrat 1. julij. 1. julij. Tako da, če kdo še ima kaj v predalu, lahko še mogoče malo časa, no, ampak sej. Vse potem urednica, če pridete v finale, vam urednica pomaga, da v bistvu tega naredite do konca. Skratka, sorry, Alinka. Nikoli več kot prej je roman Manke Kremenšek Križman, ki govori pač o eni izgubi in soočanju s to izgubo, v bistvu, in tudi sprejemanju drugačnosti, se pravi take teme, ki so pač tudi pomembne, da jih vedno znova obnavljamo in pač tudi v knjigah, da se pač pojavljajo, ne. Tako da, zdaj naprej. Zdaj smo pa že pri izvirnih romanih. Tukaj piše 3 domači romani, zdaj v resnici bojo romani 4. Tudi v katalogu je še roman Brine Svit, Uporni biciklisti, pa če mogoče začnem kar s tem. Tako malo po naslovu že vidimo, kam približno cika, ne. Zdaj imamo v bistvu že romane, pa sploh knjige, no, ki prinašajo v bistvu že ta čas, ki smo ga pač živeli v zadnjih 2-3 letih, se pravi COVID, pa biciklisti, ne, pa take stvari. In tukaj se na ozadju teh protestov se pač dogaja ena zgodba o samoiskanju, se pravi v primeru Brine Svit. Medtem ko pa je potem še ena knjiga, kjer se tudi v bistvu kar nekaj zgodi na ozadju teh protestov, to je pa knjiga Vanje Kranjca, Evo me, tu sem. Ta knjiga je pa zanimiva potem, to je bil ali pa bila finalistka zadnjega natečaja za Modro ptico, namreč tam se je zgodilo nekaj dosti zanimivega, no, kar še nismo do zdaj veliko doživeli, in to je nekako, to bo se mi zdi skozi to knjigo nekako spremljalo kot neka taka podzgodba, ne. Namreč mi ne vemo, kdo je ta avtor, še zdaj ne vemo. Vemo, da je to psevdonim,
nekdo se je zelo potrudil in v bistvu res do konca speljal v bistvu ta koncept v bistvu neznanega avtorja, psevdonima, kar hočete. Tako da urednica komunicira z nekom, ne ve točno s kom, malo sumijo, kdo bi bil, sicer, ampak to zdaj ne smemo povedati. Ampak tudi honorar smo mogli nakazati prav tako nekam, nič ni bilo, ponavadi je bilo tako. V Sloveniji smo imeli včasih, ker obstaja ta CIP, zapis v CIP, in potem je včasih pisalo, v tem zapisu je pisalo, kdo je to, ne. Je imel kdo psevdonim, potem pa je pisalo v CIP-u, to je pač ta oseba, ne. V bistvu ti čisto pokvari veselje. No, tukaj pa pač tega zdaj ne bo, ne. Vajin ekranc je, se vidite, vprašaj, nekdo, ali gospod, gospa, ki je pač to napisal, ljubezenska zgodba, ki se kot rečeno dogaja na ozadju teh protestov. Potem sta pa tukaj še dve knjigi. Roman Rozina je bil tudi udeleženec zadnjega natečaja za Modro ptico in to je sicer zdaj zelo predelana verzija tega romana. Vemo, da je roman dobil lansko leto nagrado Kresnik in zdaj se mi zdi prav fajno, da v bistvu tako hitro prihajajo z novim romanom. Če se je tam v prejšnjem navezal že z naslovom na 100 let samote Gabriela Garcia Marqueza, pa se tukaj v bistvu naveže na Tantadruj, Cirila Kosmača. Je pa tematika v bistvu spet tudi sprejemanje drugačnosti oziroma begunska problematika, tako da to je tak aktualen roman. Vladimir Štefanec, Naš človek na nebu, je pa roman o eni resnični osebnosti, Josipu Križaju, ki je v bistvu bil pilot in tukaj pač je to zdaj seveda romansiran, to je roman seveda, ni zdaj to biografija. Vladimir Štefanec je v bistvu naš avtor že vrsto let, izdal je že, mislim, kakšnih 6-7 romanov. Najmanj, ja. Tako da je to pač zdaj njegov najnovejši roman. Tako, Zdaj pa tole. Tole knjigo smo opazili kmalu potem, ko je šla v izvirniku v hrvaščini. Mira Furlan, nekateri jo poznamo, nekateri mlajši mogoče ne. Znamenita jugoslovanska igralka, filmska gledališka, ki je potem imela eno tako pač dosti nesrečno ali pa hudo usodo, da je pač se morala izseliti iz teh krajev. In potem je živela v Ameriki, pred 2 letoma približno je umrla po nekem takem čisto absurdnem naključju. V bistvu je pač dobila pičojen komar, ki je imel tisti nilski, ne vem kaj že, no skratka, butas, no. Ampak napisala je pa to knjigo, ki jo je začela pisati kot v bistvu najprej. Prvi povod je bil, da je morala svojemu sinu, ki se je seveda rodil v Ameriki in je v bistvu Američan, čeprav je njen mož pač tudi bil iz Jugoslavije, oziroma iz Srbije, mu je morala pomagati pri eni seminarski nalogi in potem tema te seminarske naloge so bili pa pač predniki in potem je ona začela to njemu razlagati in on seveda nič razumel, kaj za tukaj neke države pa neki ljudje pa nič mu ni bilo jasno. In potem je v bistvu se lotila knjige, v kateri je pač temu svojemu sinu Marku poskušala razložiti svoje življenje, svoje prednike, pa tudi v bistvu to državo, ne, ki je pač na ta način razpadla in je njo popeljala tam, kjer jo je popeljala, ne. Zdaj, naslov te knjige je Ime me rajši od vsega na svetu in se ne v smislu prebrati en kratek odlomek, ki v bistvu pojasnjuje, ki po eni strani zelo dobro pokaže, kako Mira Furlan piše, po drugi strani pa pojasni tudi ta naslov. Takole. Namreč njena mama si je zapisovala v en zvezek stvari oziroma dialoge, ki sta jih imele, in je potem, ko je bila Mira stara 3 leta, je enkrat prišla v vrtec in potem sta imele pač tale dialog. Ko sem danes prišla po Miro, je vzgojiteljica Vera pokazala nanjo in rekla: Tamle je vaša individualistka. Sama se je igrala v kotu. Ko so prišli domov, sem jo vprašala: zakaj se ne igraš z drugimi otroki? Ker me nihče ne povabi. Jaz pa nočem nič početi, če me ne povabijo. Nato je še dodala: otroci v vrtcu me nimajo radi. Vesna me je prej imela rada, zdaj pa me ne mara več in zafrkavajo me. Zakaj pa te zafrkavajo?
Govorijo, da sem neumna. Zakaj ti to govorijo? Ker vedno zadnje pojem kosilo in ker si ne znam zavezati v zajek. Po mojem se samo hecajo. Ne, mami, ne hecajo se. Ko sem prosila Evo za bonbon, mi je rekla, ne dam ti ga, ker si poredna. Kako mi lahko to reče, če ni res? V vrtcu nisem nikoli poredna, samo doma sem včasih poredna. Dobro, sem rekla, potem pa nikogar za nič ne prosi, razen staršev. Ampak jaz si želim, da bi me imeli radi. Želim si, da bi me imeli vsi radi. Prosim jih, naj me imajo radi. Jaz imam vse rada. Zakaj me nimajo radi, ker imam jaz rada njih? Mamica te ima rada, pa tvoj očka in babica. Drugi te ne morejo imeti tako radi kot mi. Ne bodi žalostna zaradi tega. Zelo sem žalostna zaradi tega, je rekla Mira in brada je začela podrhtavati. Ne moram verjeti, da te nihče nima rad. Razmisli še malo. Gotovo je kdo, ki te ima rad, sem poskusila. Ja, Vlasta me ima rada. No, vidiš, nekdo pa te le ima rad. Ja, ampak ona me ima rada, potem pa drugim punčka govori, porinite jo. To ni prava ljubezen. Hočem, da me imajo najraje na svetu. Oh, Mirica moja, taka ljubezen je zelo redka. Zelo težko je najti tako ljubezen. Ampak jaz nočem nobene druge. Ljudje so pač taki, otroci so taki, ne bodi žalostni zaradi tega. Tako pač je. In tako bo tudi, ko odrasteš, sem ji rekla. Ne bo. Ko odrastem, ne bo tako. Ko odrastem, bodo imeli vsi rajši od vsega na svetu. Zdaj vidimo spet naslov. Tako je napisana ta knjiga, res vleče. V bistvu se lahko bere tudi kot roman. No. Mislim, če ne poznaš te zgodbe, zdaj zelo veliko zanimivih stvari v tej bivši državi, tudi pač te neke absurdne stvari. Mira Furlan je bila Hrvatica, imela je tudi malo slovenskih korenin, se vidimo malo Spirinka. Njen mož je bil pa Srb, in ko je pač stvar ratala resna, sta razmišljala, kam bi šla in je potem eno dni rekel, kaj pa če bi šla v Bosno? Tam pa ziha ne bo nič, tam bo pa vse super, no. No, to je bilo pač malo predne, tam ratalo malo manj super, ne. Tako da, zanimiva knjiga, zelo obsežna, okoli 600 strani, ampak se bere hitro. Potem pa zdaj čisto nekaj drugega, malo bolj resne stvari. Renata Salecl je avtorica, ki jo pač seveda dobro poznamo, tudi zelo brana avtorica. Tole pa je knjiga njenih kolumen, časopisnih, ki govori pač o našem času in v bistvu o bolj teh slabih stvari našega časa, predvsem o tem, kako komuniciramo en z drugim v tem času in kam je padla pač naš nivo komunikacije. Se pravi, da so stvari, ki so včasih veljale za nespodobne, se danes pač z lahkoto rečejo in izrečejo in pač o tem govori. Pa seveda o moči družbenih omrežij in teh stvari, ki nam krojijo vsakdanjik. Richard Kapuscinski je bil poljski potopisec. V slovenščini imamo, mislim, da 2 ali pa 3 knjige, 3 imperiji, ne imperij je ta, Cesar. Je bil novina. Hvala samo. Cesar pa Potovanje s Herodotom. Ja, točno. To pa je mogoče njegova najbolj znana knjiga. On je veljal za izjemnega stilista. Omenjajo so ga tudi svoj čas, tako kot če marsikoga kot kandidata za Nobelovo nagrado. Potem je čez mnogo let Svetlana Aleksijevič, ki je bila nekako kolegica po peresu, dobila to nagrado. Ona je še malo bolj literarna. To pa je knjiga, ki smo jo uvrstili v program zaradi tega, ker je v bistvu ta imperij je seveda imperij nekdanje Sovjetske zveze. On je prepotoval to ogromno državo počez in na vse načine večkrat. Se je pa tam leta 1989 odpravil še enkrat in pogledati pač to že razpadajočo državo in je pač tam marsikaj zanimivega slišal od ljudi, potoval je popolnoma tako anonimno in si je marsikaj zapisal in je zanimivo v tem, ker pač zdaj glede na to, kaj trenutno gledamo v svetu in v politiki in pač ta vojna v Ukrajini, vidimo, da so te pač stvari, ki jih Richard Kapuscinski opisuje v tej knjigi, ki je sicer šla leta 1992, da so seveda še zelo žive in da ta miselnost nekako je v bistvu preživela do današnjih dni, samo da je zdaj pač prišla mogoče na drugačen način ponovno do besede. Prevodno naposlove. Tukaj je seveda knjig veliko več, jaz bom omenil samo enih par. John Williams, ta knjiga bo v kratkem išla. Ameriški pisatelj, verjetno ste brali, ali pa večina, Stonerja. On je avtor 3 knjig, Stoner, August in Tele.
vse tri so popolnoma različne, hkrati pa opisujejo pač podobne stvari, v bistvu neke zapreke, na katere pač naletijo nekdo z mladostnimi ideali in so pa totalno različne. Ta knjiga je v bistvu western. Nekdo je celo rekel, da je to najboljši ameriški western, čeprav je v bistvu John Williams to zastavil kot anti-western, v bistvu kot kritiko te ameriške obsedenosti z divjim zahodom, ne. In je pač to, seveda, ta knjiga je napisana na njegov način, ne kot običajen western. Nino Haratišvili je avtorica, nemška pisateljica gruzijskega rodu. Leta 2014 je napisala ta obsežen roman Osmo življenje, okoli 800 strani, ki je obveljal za, bi rekel, veliko delo nemške oziroma gruzijske literature. V njem skozi glasove 6 pripovedovalk pripoveduje zgodbo 6 generacij neke družine, hkrati pa v bistvu pokrije celotno 20. stoletje, se pravi od prve svetovne vojne do konca 20. stoletja. Tako da knjiga, ki je obveljala za v bistvu mojstrovino, dobila kar nekaj nagrad in smo zelo veseli, da bomo dobili tudi v slovenščini. Išla bo pa, da nam čisto pozabil, z subvencijo Evropske unije. Nam trenutno teče kar dosti obsežen projekt prevajanja evropske literature, v katerem bomo v slabih 3 letih izdali 28 knjig. Tudi ta naslednja je iz tega projekta Natalija Ginsburg. V slovenščini imamo italijanska pisateljica, v slovenščini imamo samo eno knjigo, njeno do zdaj, Družinski besednjak, njena najbolj znana knjiga, za katero je prejela tudi nagrado Strega za najboljši roman. Ona je bila nekako, če najlažje v bistvu jo lociramo kot neko predhodnico Elene Ferrante. No. Eleni Ferrante je bila ona kar velika vzornica, pisala je blazno pametne romane. V tej knjigi, ki bo pa išla v zbirki Kondor, sta pa v bistvu 2 knjigi. Dragi Michele je roman, v glavnem pisanski roman, Male vrline pa je njena izvrstna esejistična zbirka, ki je v bistvu tudi velja za eno boljših zbirk esejizma sploh. No. Se mi zdi tako, da smo pač združili skupaj v eno knjigo, v bistvu 2 njeni deli, ki pa sta nastali približno v istem času, se pravi tam v prvi polovici 60. let. Ko pa berete te eseje iz Malih vrlin, pa ne morete verjeti, koliko je to v bistvu aktualno, ker piše o takih zelo univerzalnih zadevah, no, pač recimo o vzgoju otrok in pač tam priporoča recimo, da moramo otroke najprej navaditi, kako zapraviti denar, da pač se ne smejo navezati na denar, ker denar ni pač nobena vrlina, ne, in začne s tem, no, začne s šparočkom, recimo, kako ti šparoček lahko ni življenje, pa tako naprej. Skratka, v bistvu take kar dobre vrednote za današnji čas, no. Potem, tole je v zadnjem trenutku prišlo tako v program kot v katalog. Annie Ernaux je lanskoletna Nobelova nagrajenka za književnost, francoska pisateljica. Bila je v bistvu favoritka, takrat in je v bistvu to nagrado tudi dobila. Mi pa smo zelo veseli, da lahko zdaj v bistvu nekako objavimo, da je pač Annie Ernaux zdaj avtorica Mladinske knjige in Cankarjeve založbe. Letos bo v zbirki Kondor išla v bistvu 3 romani, ker ona piše take krajše stvari, v tej najboljši francoski tradiciji teh krajših skoraj novel oziroma romanov. Potem bo drugo leto boste šla še 2 romana pri Cankarjevi založbi, potem pa v letu 2025 nov prevod romana Leta. Vse knjige bo pa prevajala Suzana Koncut, Savletova nagrajenka in Prešernova nagrajenka. Potem bi opozoril na kratko še na novo zbirko Skratka. Malo smo razmišljali, dostikrat se nam pojavijo knjige, kakšne kratke proze, pa ne vemo, kam bi jih dali, v katero zbirko bi jih dali, tako da smo se zdaj pač odločili, da naredimo zbirko kratkih zgodb in novel, pa krajših romanov. In za začetek smo postavili tele 3 avtorje, 2 sta zelo znana, Haruki Murakami, tole je njegova zadnja zbirka kratke proze, 5. njegova knjiga kratke proze. Jon Es bo
pisec kriminalk. To so tudi v bistvu kratke zgodbe, kjer obravnava te malo bolj neprijetne človeške lastnosti, ki jih sicer obravnava tudi v svojih romanih. Hannah Bervec je pa nizozemska pisateljica, ki pa tudi obravnava eno zelo aktualno temo. Namreč glavna junakinja je digitalna čistilka. To so tisti, ki pucajo na internetu kakšne take neprijetne stvari in je v bistvu to en tak kratek, zelo močen roman o tem. Zdaj smo pa prišli v bistvu do knjige, ki je verjetno mogoče celo nosilna knjiga našega letošnjega programa. Skratka, izšel bo nov prevod Gospodarja prstanov. To je tretji prevod že v slovenščini. Prvič je Gospodar prstanov šel tam nekje v 90-ih letih, v začetku 90-ih, potem v začetku tega tisočletja. Potem pa iz raznih razlogov se pač zgodilo to, da je bilo treba v bistvu narediti nov prevod, kar pa smo mi izkoristili, Sergej Hvala dela ta prevod, kar pa smo mi izkoristili za to tudi, da bomo končno uskladili vsa imena v celi tej sekvenci teh knjig, se pravi, ki se začne s Hobbitom, potem so te 3 knjige z Gospodarja prstanov in potem se konča z Silmarillionom, ki bo tudi išel drugo leto. Se pravi, da smo imena, ki so v Hobbitu, ki ga je prevedel drug prevajalec Dušan Ogrizek, zdaj uskladili, tako da bo skozi celo to serijo knjig, da se bralci ne bodo zmedeni, da se Bilbo enkrat piše tako, enkrat pa drugače. Tako da bo zdaj pač vse to usklajeno in bomo končno dobili v slovenščini tako Gospodarja prstanov kot se šika, pa tudi v teh zelo lepih opremah, ki bo pač tudi skozi celo trilogijo in skozi vseh 5 knjig. Tukaj bi sam še omenil, tam smo videli, da je v bistvu bil naš najbolj prodajan avtor lansko leto Andrzej Sapkowski, poljski avtor. Leta je trajalo, da smo dobili to njegovo septalogijo, 7 knjig je Veščec v slovenščini. Letos bomo izdali 3. in 4. knjigo, to je zdaj po prvih 2 knjigah, ki sta bile knjige kratkih zgodb, sta zdaj to romana in od zdaj naprej bojo romani. Tako da imamo pa ta običajni ritem, se pravi v mesecu maju in v mesecu oktobru. Zdaj smo pa že na koncu. Še 3 kriminalke v imenu, se pravi David Lagercrantz, to je švedski avtor, v bistvu naša urednica Nataša Miller zdaj že kar skrbi že kar vrsto let za dotok teh švedskih oziroma skandinavskih kriminalk. David Lagercrantz je znan po tem, da je pred leti napisal oziroma pomagal napisati avtobiografijo Zlatanu Ibrahimoviću, hkrati je pa tudi dokončal oziroma napisal za Stigom Larsonom v bistvu 3 romane iz te njegove znamenite serije. To pa je zdaj njegova trilogija in to je prvi roman iz te trilogije. Richard Osman je izjemno uspešen angleški avtor, ki je pri nas se še ni čisto prijel. Zdaj je to pač 3. njegova knjiga, vse je brana, ampak ne pa toliko v Angliji, kjer je pač res najbolj prodajan avtor sploh zadnjih 2 let. Spet ista ekipa iz tega četrtkovega kluba za umore pač spet rešuje en primer. Potem pa je tukaj samo še Robert Galbraith, kjer pa vemo, kdo se skriva za tem imenom, skoraj vsi. To je zdaj 6. knjiga iz serije o detektivu Strajku. Hvala. Ja, zdaj pa še jaz, kako da dela. Živijo, tudi vsem, ki vam še nisem uspela reči, živijo pred začetkom te tiskovke. Jaz bom probala tudi z levo roko. Jaz pomagam. Prosim, ja, ker bom porušila mizo. Evo, tudi jaz bom probala čim bolj strniti naš letošnji program, čeprav priznam, da imam s tem vsako leto kar precejšnje težave, ker seveda naš program ostaja obsežen, približno 100 novih naslovov na leto izdamo, ostaja tudi splošen, to pomeni, da pokrivamo zelo različna tematska področja, pa seveda pester. Imamo izvirne, imamo prevodne dela, imamo za odrasle, imamo za otroke. Kot je Alenka že povedala, lansko leto je bilo za nas zelo uspešno, imeli smo nekaj prodajnih uspešnic, knjigo leta in trendi so bili zelo jasni, slovenski avtorji, aktualna tema, izviren pristop. Tako da nekako v tem duhu smo potem zasnovali tudi program letošnjega leta.
Pa tudi jaz sem se odločila, da pač v tem duhu nekako začnem z izvirnimi avtorji, potem pa še dodam nekaj prevodnih biserov. No in najprej največji, ali kako že, tole je naš letos največji projekt, tako po obsegu, po formatu, kot jaz mislim, da tudi po vsebini na nek način. No. Mlad avtor, etnolog, dr. Ambrož Kvartič, je v tej knjigi, monografiji Od imena do spomina popisal šege in navade življenjskega kroga na Slovenskem, v bistvu rituale, navade ob življenjskih prelomnicah, nekoč in danes, tako da bomo spoznavali neke običaje, ki zaznamujejo rojstvo, otroštvo, izobraževanje, potem poroko, poklic, prosti čas, skupnost, jubileje, smrt in pa potem še spomin na pokojne. V tem je koncept nov, do zdaj smo bili navajeni, da so take knjige organizirane ali po geografskih območjih ali nekako po časovnih obdobjih. Tole je pa, kot rečeno, po nekih teh življenjskih prelomnicah in mislim, da to daje knjigi tudi neko praktično uporabno vrednost. Recimo, ne vem, nekdo se poroči in nas zanima, kakšne šege pridejo recimo v upoštev ob takem dogodku. Besedilo je zelo mojstrsko izpisano, če se vam zdi Ambrož znan, poznamo ga tudi kot avtorja otroškega leposlovja, med drugim tudi sodelavca televiziji na radiju, radijski glas, avtor vprašanj za male sive celice. No, ampak je pa ta knjiga seveda bo bogato tudi slikovno opremljena, zelo veliko je arhivskega, časopisnega gradiva, pripovedna, pesemska folklora, ogromno je pričevanj nabranih in seveda jasno veliko zelo bogatega slikovnega gradiva. Tako da jaz res mislim, monografija za vsak dom. Nadaljujem pa z enim izidom, pa z eno knjigo, pri kateri piše Pravkar izšlo, res je na začetku meseca. Že je šla tale knjiga in sicer tudi v sklopu naše akcije, ki običajno zaznamuje začetek leta v naših knjigarnah. Letos se imenuje Poišči svojo srečno stran in je namenjena knjigam za dobro počutje in zdravje. Danaja Lorenčič je že leta 2014 izdala knjigo Ana o meni, o anoreksiji. Ona je drugače mariborska sociologinja, novinarka, kolumnistka, tudi predavateljica. In ravno s to knjigo Ana o meni, ki je bila precej odmevna, je ogromno predavala po šolah. No. V tej knjigi nepopolna pa v bistvu zelo iskreno, zelo odkrito popisuje svoje spopadanje s perfekcionizmom. Zdaj, v zadnjih letih smo obdelovali najrazličnejše teme, izgorelost, tesnobo, občutek ne dovolj dobrosti in že takrat se je nekako izrisovalo, da v ozadju teh težav je zelo velikokrat perfekcionizem, ta težnja, ta želja, da bi bili čim bolj popolni, čim bolj brez napak. Skratka, in mislim, da je to trenutno izjemno aktualna tema, tako kot vidim pač v neki širši družbeni sliki, v medijih, tudi v knjigah se vse več pojavljajo taki naslovi. No, kot rečeno, jaz mislim, da ta knjiga je izjemna, ne samo zato, ker jo je napisala mlada slovenska avtorica, ampak tudi zato, ker je ta res iskrena izpoved o tem, kako si je pač prizadevala biti popolna na tako rekoč vseh področjih življenja. Poglavja so razdeljena, pač govorijo o želji po popolnosti, seveda kot žena, kot hči, kot mama, kot gospodinja, kot zaposlena. Skratka, res se mi zdi, da vsa področja življenja obdela. Hkrati je pa knjiga tudi zelo strokovno podkrepljena. Tukaj noter so strokovni nasveti, seznam virov je izjemno dolg, pa tudi sicer, Danaja že vrsto let obiskuje psihoterapijo, se s to temo pogleduje tudi z strokovnega vidika, sociologinja je, tako da mislim, da je res izjemna knjiga. Jaz sem jo sicer prenesla s sabo, ampak bom tam pa res rabila pomoč. Evo, tole je ta knjiga. Skratka, se mi zdi, da res je ena taka nujna knjiga za današnji čas. Pa še to mogoče, češnjica na torti je pa spremna beseda v tej knjigi, napisal je Danajin mož, novinar Vasja Jager. Tako, zdaj pa, No, seveda, in pri perfekcionizmu smo še zmeraj, tudi tale knjiga ima močen podton te teme. Nina Osenar, nekdanja manekenka,
TV voditeljca, pevka, ki je za nekaj 4 leta je dobesedno poniknila. Ne? In izkazalo se je, da se je v tem času spopadala z izgorelostjo, precej hudo obliko izgorelosti in zdaj počasi, seveda potem je sledila neka mukotrpna pot do diagnoze, zdravljenje, zdaj se nekako njeno življenje vrača nazaj v ustaljene tirnice, no, ampak v tej knjigi je pa popisala ta svoj boj s to, kako se temu reče, tegobo, boleznijo. In delovni naslov je Nikoli dovolj, knjiga bo izšla jeseni, ima pa zelo jasen namen. Avtorica pravi, da želi ozaveščati o sindromu kronične utrujenosti, deliti spoznanja svoja o tej bolezni ogromno. Je iskala informacij, pomoči pri slovenskih in tujih strokovnjakih. Obenem je pa to tudi zgodba o sodobnem načinu življenja, ne, ki nas sili v to, da smo ves čas v ta neizprosen perfekcionizem na vseh področjih. No, meni se zdi zelo dragoceno tudi to, ta Ninin razmislek o minljivosti, zelo pretresljivo se mi zdi, ko popisuje v bistvu neko to stisko mame, ki zaradi bolezni ne more skrbeti za svojega majhnega otroka. Tako da jaz mislim, to je res taka presunljiva, ganljiva, pa tudi poučna knjiga. No, zdaj pa od trpkega k trpko-sladkemu, ali kako. Tina Gorenjak je, poznamo jo predvsem kot igralko, je pa tudi ženska z zelo bogatimi izkušnjami na področju samskosti. Dolga leta je je živela brez partnerja in v tem času je preizkusila res dobesedno skoraj vse načine spoznavanja partnerja, spletni zmenki, zmenki na slepo, kaj so to zmenki, speed dating, prijatelji so jo poskušali spariti z vse mogočimi samskimi prijatelji. Tako da nabrala se je ogromno anekdot, ogromno izkušenj za celo knjigo. Tina je o tej temi naredila tudi zelo uspešno predstavo Večno samska. Mislim, da je lani dobila Špas kot popularnosti po Špas teatru. Skratka, tudi ta predstava je zelo uspešna. No, to pa dejansko knjiga, ob kateri se bomo smejali, izjemno duhovita. Obenem pa tudi je posejana z enimi takimi bodicami krute resničnosti, a ne? Prinaša pa tudi en tak dragocen razmislek v bistvu, kaj pomeni biti samski v današnjem času, na kakšen način, kako vse iščemo partnerja in kaj v resnici sploh pomeni imeti zdravo zvezo. Kot smo slišali v Alenkini predstavitvi, so trenutno, oziroma seveda to vemo tudi že nekaj časa, ne, zdravniki v knjižnem svetu so zelo trenutno, no, in letos se bo tej deteljici pridružil tudi dr. Uroš Ahčan. To je znan kirurg, ki pa v tej knjigi, poimenovani Skalpel, na en tak zelo, se lahko reče človeški, zelo tak topel, oseben način popisuje v bistvu svoje največje uspehe, najbolj pretresljiva odkritja, tudi najbolj boleče poraze, piše o pacientih, o posegih, ki so se ga najbolj dotaknili. Vse skupaj pa povezuje en tak čisto oseben pogled na vse skupaj, oziroma ena osebna izkušnja moža in očeta, ki se ves čas spopada s slabo vestjo, ker ga nikoli ni doma in ker je skozi delo možganov v službi. Skratka, s človekom, ki išče to neko ravnovesje med čustvi in stroko, med zasebnostjo in poslovnim svetom, ker tako kot tamle piše, seveda tudi zdravniki so krvavi pod kožo. No, z veseljem pa lahko napovem še en jesenski biser, tega pa tamle v izročkih nimate, ker smo ravno pred kakšnima 2 urama podpisali pogodbo. Miha Šalehar, videli smo ga na lestvici najbolje prodajanih knjig lanskega leta, na 7. mestu je bil njegov Pustolovec zmote. Še pred tem je izdal Duh česa, ravno tako izjemno uspešno knjigo. Letos pa pripravlja knjigo z delovnim naslovom Iskanje notranjega pira. Kot mogoče lahko razberete že iz naslova, se bo seveda v tej knjigi spogledal s slovenskim mitom, da nisi pravi dec, dokler enega ne spiješ. Ne? In nenazadnje imamo utapljanje skrbi že v zdravljici. A ne? Skratka,
Kot je napisal sam, pa moram prebrati, je tole cvetober neumnih zamisli, ki so spremljale pivsko evolucijo družbeno sprejemljivega žlampona od prvega do bržkone zadnjega pira s kredibilno zaporedno številko 25.525. Ker ja, Miha zdaj abstinira. Ta medicina, tudi to je knjiga slovenske avtorice, ki na podlagi dolgoletnih raziskovanj, poglabljanj, izkušenj v bistvu predstavlja to umetnost samozdravljenja, zdravilno energijo. V knjigi boste našli neko mešanico teh starodavnih taoističnih modrosti, pa tudi novih načinov razumevanja delovanja zdravilne energije posameznika. Te nasveti pa nam bodo pomagali, da vzamemo zdravje v svoje roke in da izboljšamo kakovost bivanja. Tudi druga knjiga na tejle slajdu, ima zelo jasno, koristno oziroma praktično vrednost. Igor Drnovšek, zdaj smo ga poznali večinoma kot avtorja popotniških vodnikov, ampak Igor se zdaj že nekaj let izobražuje v tujini o tem, kako si lahko pomagamo na naravne načine izboljšati vid. Kot vemo, sodobni čas je do naših oči kar zelo zahteven. Skratka, v tej knjigi pa je Igor nabral nekaj vaj, da lahko oči sprostimo, da izboljšamo vid, da poskrbimo za neko dolgotrajno zdravje oči. Vse te metode je seveda Igor preizkusil tudi na sebi in pravi, da delujejo. Ja, Mateja Delacorda je vaša novinarska kolegica, urednica od portala Odprta kuhinja, blogerka. V knjigi Nedeljske sladice je zbrala 100 receptov za sladice za vse generacije, ker kot pravi ona, življenje je prekratko, da bi preskočili nedeljsko sladico. In tukaj so recepti res najrazličnejši, od nekih klasik do trendovskih receptov, krajši, daljši, zahtevnejši, manj zahtevni. Se mi zdi pa zelo nujno omeniti, da fotografije, ki sta jih naredili skupaj avtorica Mateja pa Sonja Ravbar, so pa res paša za oči. Tako da zelo lepa knjiga bo tole. Kuhali bomo pa tudi z mojstri, res vrhunskimi šefi. Loti Kalan je ena taka zanimiva punca, stara je 19 let in trenutno dela v zvezdični restavraciji Atelje. Poleg tega študira pravo. Pri 16 letih že od nekdaj jo blazno zanima kulinarični svet in ko je bila stara 16 let, je vztrajno prosila šefa restauracije JB Bratoža, da naj da kakršnokoli delo v svoji restavraciji, da ona si samo želi vstopiti v ta svet. Bila je zelo vztrajna, uspelo ji je in potem se je nekako v tem kulinaričnem svetu tudi obdržala. Kot rečeno, takrat ves čas dela v najrazličnejših restauracijah. V tej knjigi se je odločila, da pač nekaj največjih slovenskih kuharskih mojstrov povpraša za njihove najljubše domače recepte. Veliko se jih je odzvalo, med njimi so recimo tudi zvezdični Igor Jagodic, pa seveda jasno Janez in Tomaž Bratož in številni drugi. Skratka, povedali nam bojo, kako lahko njihove jedi pripravimo doma, zraven bodo neki nasveti, triki, skratka, da bo to doma izgledalo tako kot pri njih v restavraciji. Prej smo omenjali družabna omrežja in tukaj seveda je tudi Jan Robin je trenutno najuspešnejši instagramski, kako se temu reče, negovalec in vzgojitelj sobnih rastlin. Tam ne piše tudi fotogeničnih, seveda pri Instagramu mimo tega ne moremo. Njegov profil na Instagramu Botanist by Heart ima 60,000 sledilcev približno. Pač Jan je poziral, je bil tudi na naslovnicah nekaj svetovnih izdaj. Skratka, vzgoja nega sobnih rastlin je trenutno menda kar zelo v trendu. Ljudje se zelo veliko ukvarjajo s tem, objavljajo tudi ta spletni svet ljudi, ki se ukvarjajo s sobnimi rastlinami, močno raste.
No, v tem priročniku avtorsko skrajše zgodbe predstavlja sobne rastline, opisuje svoje izkušnje in spomine s tem, tudi vključuje psihologijo sobnih rastlin, vpleta vmes na svete o negi, presajanju, stiliranju doma z rastlinami, umetnost makrameja ima noter, najnovejše trende v povezavi s sobnimi rastlinami, tudi to, kako rastlino zrihtamo, da bo dobro izgledala na Instagramu. Jasno, ne, pa knjiga opremljena s čudovitimi fotografijami, ki jih Jan deli tudi s svojimi sledilci. Tole je, vsaj meni osebno, kar zelo mikaven naslov, Daleč od ponorelega sveta. Knjiga Marjana Žiberne, uveljavljenega pisca popotniških vodnikov, prinaša 60 idej za izlete po Sloveniji in v manj turistične, manj poznane, manj oblegane kraje. Hkrati bo pa ta knjiga izšla tudi v angleški različici, seveda malenkost prilagojenja, ne, ker slovenski bralec potrebuje druge informacije kot tujec, ampak skratka zanimiva knjiga za izlete, za ideje za izlete. Zdaj smo pa že pri prevodnih, no mogoče še preden skočim na prevodne, zdaj tukaj, ne, sem se res trudila čim bolj strniti, da ne bomo do pojutrišnjem tukaj, ampak vsem bi rada omenila tudi še 2 priročnika za otroke, ker seveda mi izdajamo tudi knjige za otroke. Prvi je Kuku spoznava poklice, tandema Bucik Zavadlav. Tega bi omenila predvsem zato, ker je Kuku naš veliki prodajni hit v tujino, lepo se je prijel tudi pri tujih založnikih in jaz sem prepričana, da bodo tudi poklici podobno uspešni. Druga knjiga je pa knjiga slovenske avtorice Marine Dermastja, ki je zasnovana po priljubljeni rubriki V pilu tačke, ki pa na en tak oseben način, tudi z zgodbami, z avtorskimi fotografijami prinaša nek pregled otrokom zanimivih živali, ampak kot rečeno z nekimi takimi novimi, svežimi zgodbami. Marina je profesorica je strokovnjaka na tem področju na Inštitutu za biologijo, tako da je tudi knjiga absolutno strokovno podkrepljena, ampak tudi zelo fajn, prijetno, zanimivo branje. No, zdaj pa res k prevodnim. Toksična pozitivnost, še ena knjiga, kjer piše pravkar je šlo ravno tako v začetku januarja. Zbrala sem jo pa zato, ker mislim, da je res fajn ena ta protivtež. Živimo v svetu, ki na nas postavlja nek tak pritisk pozitivnosti. Skozi moramo biti dobre volje, vse mora biti super fajn, kozarec mora biti zmeraj do polovice poln. Ta knjiga pa pravi, da je to ne samo zelo nadležno, ne, ampak tudi v resnici škodljivo, da škodi nam in našim odnosom. Da če želimo res živeti zadovoljno oziroma tudi zdravo, moramo sprejeti cel spekter čustev, tudi slabe, moramo se spopasti z njimi in terapevtka Whitney Goodman nam jasno ponudi tudi načine, nasvete, kako naj to storimo. Skratka, nekako nas nagovarja k tem, da bodimo pristni, bodimo vse, kar smo in naučimo se s tem živeti. Kako nastajajo čustva, mogoče ste že slišali tudi za to avtorico ali pa knjigo, izšla sicer še ni, izšla bo marca. Gre pa za eno temeljnih knjig na področju čustev. Avtorica je ugledna profesorica psihologije na Univerzi v Bostonu, direktorica laboratorija za raziskovanje čustev in ustanoviteljica in glavna urednica priznane revije Emotion Review. No, v tej knjigi pa na en tak dosti poljuden, razumljiv način govori v bistvu o nekih res univerzalnih resnicah in jih nekatere tudi malo postavi pod vprašaj. Jasno, vse osnovano na nekih rezultatih najnovejših raziskav, sodobnih znanstvenih trendov. Odgovarja na vprašanja, kako v resnici nastajajo čustva, a so zaigrana, so pristna, kako jih lahko razvijamo pri sebi, pri otrocih, kako vplivajo na komunikacijo. Skratka, pojasnjuje tudi nek njihov širši pravni, družbeni vidik, res ena takih temeljnih knjig. Hrepenenje po mami je prav tako knjiga, ki je že na policah, zato jo lahko takole pokažem.
hrepenenje po mami oziroma Mother Hunger v izvirniku je nov koncept v psihoterapiji. Uvedla ga je pa ravno avtorica tele knjige, ugledna, znana, zvezdniška tudi, psihoterapeutka Kelly McDaniel in govori o tem, v bistvu osvetljuje, kako pomanjkanje materinske nege, varnosti, vzgoje vpliva na zlasti hčer, otroke na splošno, ampak zlasti hčer. Skratka, osvetljuje ta nek odnos med mamo in hčerjo. Seveda ne gre samo za res zlorabe, hude zlorabe, ampak lahko rane prizadenejo tudi mame, ki delujejo z nekimi najboljšimi nameni, pa imajo mogoče same neke rane iz otroštva, ki jih še niso zacelile, ki se še niso znale spopasti z njimi. V zadnjih letih se vse bolj govori o tem, da travme se prenašajo iz generacije v generacijo in ravno o tem govori ta knjiga. Pomaga nam ozavestiti te neke rane in nam pomaga jih tudi premagati. Knjige Pogovori o ljubezni pa ni napisala terapevtka, je pa Nataša Lun, angleška novinarka, tudi urednica. Ona se je 4 leta pogovarjala z najrazličnejšimi ljudmi o ljubezni. Med njimi so bili pisatelji, filozofi, terapeuti, skratka znani, ugledni ljudje, naprimer Hilary Mantel, Alain de Botton, Philippa Perry, Esther Perel in številni drugi. Knjiga je napisana v obliki pogovorov, slog je precej poetičen, vse skupaj se prepleta z avtoričino osebno izkušnjo, jasno, nas pa ves čas opominja nekako krhka, ampak jasno čudovita stvar je ljubezen in kako se je vredno za njo ves čas boriti. Evo, nezvestoba do groba. Ostajamo pri ljubezni. Tole je avtorica ravno prej omenjena Esther Perel, ki je sodelovala tudi pri pogovorih o ljubezni. To je precej zanimiva gospa, terapeutka, 9 jezikov govori. Oprah Winfrey je uvrstila v skupino največjih vizionarjev in mnenjskih voditeljev, zvezdnica TED konferenc, ima izjemno poslušane podcaste. Pri nas in marsikje v tujini je šla njena velika uspešnica Eros v ujetništvu. V tej knjigi pa govori o stvareh, s katerimi se včasih malo nočemo spogledati, skratka osvetljuje na neki izviren način sodobne odnose mimogrede zanimivost je, menda je tudi svetovalka številnih najvplivnejših, najuspešnejših podjetij na svetu, ampak najbrž ni šel čem drugim, ko nezvestobi svetuje. Najverjetneje poznate tudi naslednjega gospoda, Kakuja. To je ugledni ameriški teoretski fizik in zelo priljubljen popularizator znanosti. V tej dosti poljudno napisani knjigi se čisto resno in strokovno argumentirano loteva tem stvari, o katerih nekateri bolj ali manj sam fantaziramo, o prihodnosti človeštva zunaj našega planeta, o medzvezdnih potovanjih, o naseljevanju drugih svetov, vesoljskem rodarstvu, o življenju na Luni, ampak tudi o podaljšanju in izboljšanju življenja s pomočjo znanosti in tehnologije, o robotskih raziskovalcih, civilizacijah z drugih svetov in človekovih možnostih v daljni prihodnosti. Čisto za konec pa še nečem dobrem, ker vem, da je še malo pa bo kosilo. Gordon Ramsay, Jamie Oliver, naša stara znanca, velika kuharska zvezdnika, eden februarja, drugi jeseni. Gordon Ramsay prinaša 100 receptov za jedi, ki so pripravljeni največ 30 minutah. Jamie Oliver pa recepte za jedi, ki jih pripravljamo v eni posodi. Urednica kuharic Nina mi je rekla, da to niso enolončnice, ampak so pa iz enega lonca. Tako. Zdaj, preden čisto končam, Alenka je že prej napovedala, res je, mi letos absolutno, ful smo veseli, da je korone konc, da se lahko spet družimo. Dogodki v Mladinski knjigi bodo živi, zdajle štarta s turnejo Zvezdana Mlakar, potem rada bi spomnila, maja prihaja v Slovenijo spet Jorge Bucay. Vse o tem boste še sproti obveščeni, ampak zagotovo se bo zelo veliko dogajalo. Čist na koncu pa mogoče res še ena velika zahvala za najprej vam, ker nas podpirate, ker fajn sodelujemo, jasno našim avtorjem, ker
ki nam zaupajo, ki z nami pišejo našo zgodbo in pa seveda bralcev, ker brez njih nas pa itak ni, ne? Tako da, evo, zdaj pa žogco vržem tja, pa če ima še kdo kakšno vprašanje. Jaz predlagam, da mogoče vprašanja prihranimo in se o njih pogovorimo ob enem dobrem kozarcu penine. Hvala lepa v imenu vseh urednikov, Andreju in Urški, in seveda za to, da ste vztrajali z nami. Saj veste, nameravali smo program predstaviti precej krajše, ampak o dobrih vsebinah je težko govoriti na kratko. Vabim vas tudi, da si pogledate razstavljene knjige v tujih jezikih. To je razstava, ki je mogoče se zdela neopazna, in posebej še opozarjam na ilustracijo, ki je tudi del našega darila. Mi seveda ne govorimo samo o slovenskih izvirnih avtorjih, ampak tudi dragocenih ilustratorjih, ki tvorijo jedro naše otroške produkcije. Hvala lepa.